Najprej v samem uvodu je prav, da povem, da sem prostovoljni gasilec že 35 let, da sem 10 let bil zaposlen v poklicni gasilski brigadi in zato mi lahko verjamete, da sistem zaščite in reševanja poznam zelo dobro. Zadnjih 10 let sem član odbora za obrambo v Državnem zboru in sem se seznanil zelo dobro tudi z vsemi proračunskimi postavkami in sredstvi, ki so namenjeni zaščiti in reševanju. Do leta 2008 na tem področju ni bilo nobenega problema. Do 2008 je bilo sredstev dovolj, od takrat naprej pa se proračun vse skozi znižuje tudi na postavki Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Govorim seveda o integralnem delu proračuna. Iz 30 milijonov se je najprej znižalo na 29, pa potem na 26, 25 milijonov. Za letos je predvidenih le še 22 milijonov. Da ne govorim za naslednje leto, ko se sredstva nižajo na 20 milijonov. Za leto 2014 se v rebalansu zaščiti in reševanju jemlje iz predvidenih 24 milijonov kar več kot 4 milijone evrov. Jaz razumem, oziroma v Slovenski demokratski stranki razumemo, da je kriza, da denarja ni, ampak če vzamemo te 4 milijone ali pa 2 milijona, kot je razlika med trenutno veljavnim rebalansom in planom za naslednje leto, tudi varnosti ne bo več. Eno najpomembnejših vrednot posameznika v civiliziranem svetu je občutek varnosti in v kriznem času je to še toliko bolj pomembno. Tako drastično znižanje sredstev za gasilce in ostale reševalce je neresno. Gasilci delamo zastonj, tvegamo svoje zdravje in tvegamo na koncu koncev tudi svoje življenje. Zato odločno nasprotujem nižanju sredstev na področju zaščite in reševanja. Za leto 2014 je glede na letošnji proračun, ki je bil z rebalansom že oskupljen za 1 800 000, je predvideno zmanjšanje sredstev natančno za 2 274 000 evrov. In to ne na katerikoli postavki, pač pa na postavki sofinanciranje društev in drugih organizacij. Kaj pomeni za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme? In kaj to pomeni za sofinanciranje dejavnosti organizacij, društev in zavodov? Kar se tiče sofinanciranja nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme. Ta program je bil vzpostavljen leta 2003 in je bil namenjen nekakšni poravnavi stroškov DDV. Ker ukinitev DDV-ja zaradi svojega koncepta ni bila mogoča, je država zagotovila določena sredstva na svoji odhodkovni strani, s katerimi sredstva, ki jih pridobi, na prihodkovni strani od gasilske opreme z DDV-jem namensko vrne nazaj v gasilstvo. To sofinanciranje se izvaja v obliki razpisa za sofinanciranje, v katerem lahko sodelujejo samo prostovoljna teritorialna gasilska društva in njihove zveze. In sicer za že nabavljeno gasilsko opremo ali pa reševalno opremo v obdobju enega leta. Seveda se s tem pospešuje posodabljanje zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot, prostovoljnih gasilskih društev in seveda zagotavlja se razvoj le-teh enot. Zneski, ki so bili namenjeni financiranju, sofinanciranju so se zadnji 2 leti zniževali in sicer iz 1690 oziroma 1 690 000 evrov v letu 2011 na 930 000 evrov v letu 2012 in na 900 000 evrov v letu 2013. In zdaj pride tisto najpomembnejše. Za rebalans za leto 2014 je na postavki sofinanciranja nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme napisano 0 evrov. To je nedopustno. 0 evrov za sofinanciranje nabave gasilske in zaščitne opreme. Potem, če nadaljujem o sofinanciranju dejavnosti društev in organizacij pa zavodov. Tukaj se sredstva znižujejo za 10%. In da bomo vedeli, o čem govorimo. To so organizacije in društva z področja zaščite in reševanja, kot so Gasilska zveza Slovenije,
Gorska reševalna zveza Slovenije, Jamarska zveza, Rdeči križ, Potapljaška zveza, Kinologi, Zveza društev in vodnikov reševalnih psov, Združenje slovenskih poklicnih gasilcev in tako naprej. Tukaj Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje sofinancira dejavnost društev pa teh organizacij za zagotavljanje organizacijskih, materialnih in kadrovskih priprav za zagotavljanje upravljanja nalog zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. In zdaj tisto najpomembnejše. Sredstvi za sofinanciranje se zagotavlja delovanje organizacij, društev in zavodov in le-ti jim predstavljajo več kot 75% vseh sredstev, ki jih potrebuje za delovanje. In minister Jakič tem društvom, tem organizacijam, ki večinoma delajo prostovoljno, jemlje 10%. 10% na tej ravni. Kaj bo to pomenilo? Ker se ta postavka zaščite in reševanja, sofinanciranja dejavnosti in pa seveda nabave gasilske opreme, kaj to pomeni? Torej, kot sem že rekel, znižan obseg 10%, znižan obseg za vse te organizacije in društva, o katerih sem govoril ravnokar. In seveda, zdaj pride tisto najpomembnejše. Drastično se nižajo tudi sredstva za nabavo dodatne opreme, osebne in skupinske, za pripadnike gasilskih enot, ki posredujejo v avtocestnih predorih. Teh enot ni veliko, ampak da se tudi tem enotam jemljajo sredstva, je po mnenju Slovenske demokratske stranke nedopustno. In seveda, česa še vse ne bo? Ne bo programa sofinanciranja nabave gasilske opreme v vrednosti okrog 110 tisoč evrov, potem ne bo sofinanciranja gasilske zaščitne in reševalne opreme, seveda s ciljem pospeševanja posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot, prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanja usklajenega razvoja teh enot in s tem razbremenitve finančno šibkejših lokalnih skupnosti, to je tako imenovano vračilo DDV-ja. Torej, ta postavka je 0 evrov. To je enostavno nedopustno in zato smo v Slovenski demokratski stranki pripravili amandma, o katerem je kolegica že govorila, in vračamo 3 milijone evrov temu sistemu zaščite in reševanja za rebalans v letu 2014 in seveda tudi za proračun v letu 2015. Osebno menim, da je prišel čas, ko moramo mi, ki bomo sprejemali proračun, govorim seveda o poslankah in poslancih, na tej točki jasno reči dovolj je. Dovolj je bilo jemanja sistemu zaščite in reševanja in po Sloveniji potekajo krizni sestanki, kjer zgroženosti nad drastičnimi zmanjšanji sredstev za društva, organizacije in za nabavo gasilske opreme ni ne kraja, ne konca. Zdaj, če bo ostalo pri znižanju teh 3 milijonov evrov, bomo nedopustno posegli v program opremljanja reševalnih enot in služb za zaščito. Znižujejo se sredstva za usposabljanje izobraževanja in s tem se načenja sistem kot tak in posledično tudi seveda znižanje varnosti za državljane. Torej, v Slovenski demokratski stranki predlagamo, da se sredstva vrnejo, računamo na razum poslank in poslancev koalicije, da bodo podprli naš amandma, ker mislim, da to je najmanj, kar lahko naredimo za sistem zaščite in reševanja, s katerim se vsi tako radi hvalimo, na katerega smo bili do zdaj lahko vsi ponosni. Pred 14 dnevi je bil velik požar v Domžalah. Intervencija je bila odlično vodena strani Centra požarne varnosti, torej enote, v kateri sem delal, preden sem nastopil mesto poslanca v državnem zboru. In seveda ob pomoči velikega števila prostovoljnih gasilskih društev smo videli tudi ministra Jakiča, ki je prišel čez 2 dni pogledati situacijo, oceniti situacijo in tam je hvalil gasilce na vse pretege, kako odlično so posredovali, kako odlično smo zadevo opravili. In zdaj, po vsem tem, ko vidimo postavko 0 evrov za nabavo, za sofinanciranje nabave gasilske opreme, se nam, vsaj meni osebno, se zdi to, kot da je bilo to malo sarkazma v tem obisku.
Torej, pričakujem, da bo razum prevladal in da bomo vsi skupaj, torej poslanke in poslanci celega državnega zbora, vrnili te 3 milijone evrov za gasilce in ostale reševalce.